Slovenska kulinarika je izjemna in s svojimi posebnostmi edinstvena na vsem svetu. Odlikujejo pestrost jedi, predvsem pa kvaliteta sestavin, ki jih uporabljamo za njihovo pripravo. Ena od posebnosti je zagotovo tudi jetrna klobasa ali krajše jetrnica, ki ima svoj domicil v Zasavju, saj je to edina regija v Sloveniji, kjer jo pripravljajo. Odlikujejo izvrsten okus, posebna aroma in je kot taka prvovrstna specialiteta za vse ljubitelje klobas. Obiskali smo mesarskega mojstra Slavka Lazarja, ki nam je pokazal, kako jetrnice pripravlja in lahko zatrdimo, da so več kot odlične. Ja, jetrne klobase so se začele z Knapošno v Zasavju, ne vemo točno letnico zdajle. V glavnem, to naj bi bila posebnost samo Zasavja, ne? To se drugod po Sloveniji naj ne bi delali. Je specifična, ima svojstvena. Tukaj so znali tudi knapi izredno uporabiti prašiča, ki so ga kupili, pripeljali ne vem odkot. In so uporabili vse, dejansko od jeter, glav, in so znali iz tega narediti zelo dober izdelek, ki mu danes rečemo jetrna, ne. Tale jetrna je tudi omenjena v uradnem listu še prejšnje Jugoslavije, kjer sem jaz najdene podatke z leta 1970, ki so tudi ene omejitve, koliko česa in kako se lahko da v to klobaso, ne. Tako da ne vem, danes ta pravilnik velja ali ne, ga kdo pozna ali ne, ampak jaz še nekje imam ta uradni list in sem po nek od prve začetke začel, ne. Vse ostalo je pa stvar okusa posameznika, ne. Vsak ima en svoj princip. Bistvo je, da je meso sveže, kvalitetno in z ljubeznijo narejeno, ne. Okus je pa vsakega posameznika, ne. V jetrnici je bistvo, razen drugih klobas, da se noter devajo svinjska jetra, ki je točno določen procent, koliko lahka. In recimo med ostalimi začimbami je zelo pomembna kumna. Kumna in česen, ne. To so osnovne začimbe, ki jetrnico spravljajo v vrh po posebnosti, ne. Ja, zdajle bomo prvo, kar je osnovno začimbo, česen recimo, bomo kar zmleli, pa jetra, svinjska jetrca, na drobno šajbo, na 3 mm, na 3 mm. Tole proseno kašo lahko damo kar v mešalnik. Mešalnik, prosena kaša se deva notri, da ubije malo tele maščobe od svinjskih glav, ker to naj bi bila knapovska klobasa, malo več maščobe, bolj močna, in da poveže maščobo med sabo, ne. Takole. Dodali bomo še zdajle svinjsko meso, kategorija 3 recimo, 1/3 skupne količine za jetrne klobase. Tole ga bomo zmleli. Zdajle bomo morali tole premešati in obenem bomo tudi dodevali začimbe, kar je sol. Česen smo že dali, smo ga kar zmleli z jetrci in z svinjskimi ušesi, ki smo zmleli na trojko.
zelo nadroben. Tako da česen smo dali sveži in komplet, ne. Ja, dodajmo tudi poper, kar gre povsod, vse klobase, kakršnekoli. Poper. In zelo pomembna začimba za jetrno klobaso je kumina, mleta kumina. To je pa stvar okusa vsakega posameznika, kar kjer mu paše, ne. To se bo zdajle premešalo, tako da se struktura porazdeli. Maso mi pol sproti polnimo v svinjska čreva in gre na kuhane ali sveže v prodajo, odvisno kakšne so potrebe, ne. No, zdaj bomo pa tole maso, ki smo jo zmešali, pripravili za jetrne klobase, nafilali v polnilko, takole, da ne bo lufta noter. Na kar jih bomo nafilali v svinjska čreva, bolj debeli fi, recimo mi uporabljamo za to fi 36-38, to so tale svinjska čreva, ki so že oprana, pripravljena za polnjenje, ne. Takole, črevo zdaj ne filamo čisto na polno, ker je notri prosena kaša se napenja prikuhajno, zato da jo polnimo recimo 3/4, ne. Ne, da bi bila trda, mora biti prožna, ne. Da ne poha prekuhajno, ne. Meni, da sem že povedal, to je kaliber 36-38. Tukaj imamo pripravljene špale, da je to klasika, tako kot mora biti. Velikost je poljubna vsakega posameznika. Tole je ta način, ko zdajle mi delamo. Lahko se tudi ta klobasa špali na drugačen način, recimo, da se dela ravna, da se naredi ravna klobasa. Je tudi en način špalejna, odvisno, kaj stranke zahtevajo, ne. Takole recimo. To je tudi ena od jetrnice. Če te klobase pol kuhamo v nadaljnjem postopku, se kuhajo na 72 stopinj, približno 20 do 25 minut, odvisno od debeline čreve, ne. Tole smo zdajle naredili tele klobase, rekli smo, da se kuhajo na 72 stopinj, 20 do 25 minut. Je se lahko kot samostojna jed, je se lahko topla, velika večina ljudi zdajle ima rada mlačno, je se lahko kot mrzla. V glavnem, največkrat je za kako malco, ki zraven pa še dober feferon, dobra kisla kumara, tudi čebula, odvisno od vsakega posameznika. Mi v glavnem prodajamo veliko večino kar sveže, takole, ker si vsak poljubno naredi, kakor njem paše, ali toplo, mlačno ali hladno, ne. Popularne so v jesenskem času, začne se delati tamle, mi vedno začnemo 15. septembra, nekje do konca marca, to je zimska jed, zimska, sezonska. In čez poletje se dejansko to ne dela, ne. To je sezonski izdelek. Največja prodaja je tega od 15. septembra tam nekje do decembra meseca. V decembru mesecem, ko začne doma klati in narod že vsega se malo naveliča, se malo začne zmanjševati.
odvisno od vsega, ne. V glavnem delamo jo do konca marca nekje, ne, do velike noči skoraj, ne. To bi bilo to v teh klobasih, ne. Ja, pa srečno naprej, ne. Dober tek želimo vsem.